Strnjeno gručasto naselje, ozke ulice in kamnite hiše. A to ni tipična kraška vas. Hiše, ki se naslanjajo druga ob drugo, ter delavni in domiselni ljudje so tisti, ki jo naredijo posebno. Njihova domišljija se je denimo pokazala že pred stoletji, ko so vasi iskali primerno ime. Njeno ime predvidevamo, da izhaja iz ptičke pliske. To je navadna pastirica, za katero je značilno, da ko z repkom tolče ob tla, dela pisk, plisk, plisk. In zato so tudi prvi prebivalci Pliskovice imenovali svoje najbolj živahne ovčke Pliska. Tako da predvidevamo, da ima naša vas ime ali po ptički ali po ovci. V ptičji vasi, kot ji pravijo domačini, je takih tudi večina priimkov. Tu tako živijo vrabci, žerjali, golobi in kosi. Ovc na številnih travnikih danes sicer ni, a jih kljub temu lahko naštejemo na desetine. Obiskovalce namreč v obliki markacij vodijo v pravo smer po 6 km dolgi Pliskini učni poti. 3-urna pohodna avantura s številnimi informativnimi točkami se prične v središču vasi, tule pod Latnikom Evropskega prijateljstva. Latnik s 25 trtami so zasadili ob prvi obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo, lani pa so njegovo vino tudi prvič ustekleničili. Vinogradništvo je tudi osrednja dejavnost Pliskovčanov, ki za svoja vina vsakoletno prejmejo številna priznanja. Sem pa je letos šla tudi nagrada Turistične zveze Slovenije. Mladinski hotel Pliskovica, hkrati prenočišče, turistična infotočka in kulturni spomenik, večinoma privablja slovenske goste. Naš mladinski hotel je poseben prav zaradi tega, ker je urejen v stari kraški domačiji, ki je stara več kot 400 let in je zavarovana kot kulturni spomenik, ker je do danes ohranila vse te tipične lastnosti kraške arhitekture. Kamen, iz katerega je zgrajenih večina hiš, ima v srcih domačinov posebno mesto. Je tudi nek statusni simbol naših prednikov, ker vsak se je ponašal s čim lepšim portalom, čim lepšo štirno. Kamen je bil blizu domačinom in zato so ga uporabljali kot gradbeni element. Med sprehodom skozi vas lahko obiskovalec spozna prav vse značilnosti kraške hiše. Velike kamnite kalone in lesene portone, majhna okna, ki ščitijo pred močno burjo, in značilna dvorišča, borjače. Med hišami pa se odpira pogled tudi na naslednjo znamenitost, cerkev svetega Tomaža. Cerkev se nahaja na najvišji točki v vasi. Tukaj na 280 metrih nadmorske višine pa raste tudi več kot 400 let stara lipa, danes zaščiten naravni spomenik. Nenavadna lipa z votlo notranjostjo predstavlja simbol kraške trdoživosti in iznajdljivosti. Hkrati pa je tudi idealna točka za počitek in zaključek izleta s čudovitim razgledom.